Dober dan. Vsi skupaj zelo lepo pozdravljeni na drugem dnevu letošnjega Grošljevega simpozija o čarovništvu v antiki. Današnji dan ima naslov Čarovništvo skozi prizmo krščanstva in islama. Skratka, nekoliko fokusiran pogled v to našo problematiko. Za začetek bi vas rad vse lepo povabil, da vzamete programe, če jih še niste dobili, jih najdete tamle pri vratih. Kot ste seveda opazili, je v vratih praktično majhen knjižni sejem publikacij, knjig, revij z področja antike. Tudi to vas čaka, par založb je letos pristopilo k naši pobudi in precej znižalo običajne tržne cene. Poleg tega bi vas pa še posebej lepo povabil k ogledu razstave o Joannesu Kapodistriasu, ki so jo pripravili študenti oddelka za klasično filologijo pod mentorstvom dr. Jerneje Kavčič. Tako, naša prva tema je danes predavanje kolega Gašperja Kvartiča Quid sit magus, definicija čarovnika kot jedro Apulejeve apologije. Kolega Kvartič vam je znan kot prevajalec, se mi zdi, življenja svetega Patrika. Pred časom je išla tudi njegov prevod nekoliko daljše monografije Zgodba o latinskem jeziku, sicer pa uči na gimnaziji v Škofji Loki. Prosim. Ja, hvala lepa za uvod, za predstavitev. Kot še neke sorte uvod, moram reči, da je kar neke sorte čast, da lahko sploh tule prvič predavam oziroma sedim, drugič pa da začenjam kar en nov sklop. Temu sklopu, kot ste že slišali, lahko tudi preberete, se reče čarovništvo skozi prizmo krščanstva in islama. Ampak mogoče bo tole prvo predavanje še nekoliko uvodno, namreč to, kar si bomo ogledali v mojem prispevku, ima s krščanstvom in islamom bolj malo veze. V bistvu bomo skozi zelo poganski. Po drugi strani se počutim deloma kot Apulej, o katerem bo danes govora, vsaj na dva načina. Prvič imam neke sorte javen govor, ki se tiče magije, in drugič nisem akademik. Sem v resnici en od edinih gostov, ki tule predava, da nisem povezan z neke sorte inštitucijo. Tako da imam občutek, da se moram tudi sam malo zagovarjati zaradi tega dejstva. Ampak že sam naslov tega dela, ki sem si ga izbral za fokus mojega predavanja, tukaj mogoče malo upraviči to zadevo. Namreč Apulej v svojem delu Apologija, ki mu da naslov tudi Prosedemagija, uporabi magijo, torej čarovništvo, že kar v samem naslovu. Zakaj sem si to temo izbral? No, prvič, naslov sam je že očitno povezan z našo temo, ki je 13. Grošljev simpozij, čarobna številka 13, je povezana s čarovništvom že zelo, zelo dolgo. Pa tudi bilo je skoraj leto 2013, v resnici 2014, ko sem sedel s profesorjem Marinčičem na Filozofski fakulteti in smo imeli seminar, na katerem smo se pravzaprav lotili prav tega teksta Apulejeve apologije. In del tega referata sem pravzaprav potem porabil tudi za tole našo temo. Apuleja sem že malo poznal in sem si rekel, če bi šel tale Grošljev simpozij mimo, ne da bi nekdo vsaj omenil Apuleja, bi bila pa res velika škoda. Toliko za uvod. Zdaj pa čas je omejen, zato adrem. Najprej ena beseda o samem avtorju. Apulej je, tole malo bobni, Apulej je ime, pod katerim poznamo tegale zanimivega avtorja iz 2. stoletja našega štetja. Njegovo celo ime, kot ga najdemo v rokopisih, vidite na tabli, Lucij, ta prenomen je v bistvu povezan z romanom Metamorfoze, od koder ga dobimo, ne vemo, kako je bilo Apuleju v resnici ime, to pravo ime. Vemo pa precej podatkov o njegovem življenju, vemo, da je študiral v Atenah, da je šel v Rim prakticirati retoriko in potem naredil neke sorte ekskurzijo po Mali Aziji in potem dol do Egipta. Se bo slišal? Ja. Dol do Egipta in potem se je postopoma vračal nazaj v svojo rodno Severno Afriko. Rodil se je v Madauru, v današnji Alžiriji, potem pa je na poti zbolel in se ustavil v enem mestu, ki se mu reče Oja, in tam je v resnici našel svoj nov dom.
Našel je tudi enega starega prijatelja, ki ga je v Atenah že spoznal in sta skupaj študirala, najbrž filozofijo. Temu prijatelju je ime Sicini Pontijan. In to je ena ključna figura pravzaprav za vse nadaljne dogajanje, ki ga bo Apulej doživel. Nadalje, sledi ena tako zelo pomembno, najbolj znano poglavje iz Apulejevega življenja, ki je pravzaprav ta epizoda, o kateri bomo danes spregovorili, torej sodni proces, na katerem je bil Apulej obtožen čarovništva. To je izjemno zanimiv detajl, ki je vreden enega celega referata tukaj na našem Grošljevem simpoziju. Poleg tega dela pa je seveda Apulej pustil za seboj še veliko drugih znanih del, najbolj znana, tudi vsem filologom, najbolj znana je Metamorfozes oziroma Zlati osel, kot mu da naslov sveti Avguštin. Imamo pa še dela o Sokratovem daimonu, torej tem neke sorte vesti, enem demonu, rekli za moderno ustreznico, ki sicer ni pravi prevod, ki je Sokratus čepel tako rekoč na rami in mu šepetal, katere stvari, katera dejanja so moralna in katera niso. Potem imamo tudi nekaj platonskih razprav, platonističnih razprav o Platonu in njegovem nauku, de Platone et eius dogmate, tudi nekaj prevodov iz Aristotela, De mundo perikozmu je njegova, najbrž Apulejeva, potem pa še ena zbirka govorov, ki se jim skupnim imenom reče Florida ali Cvetober. Najbolj zanimiva, vsaj meni se tako zdi, je ta tretji naslov, torej naša apologija, vsaj najbolj polna podrobnosti, najbolj deležna razprav in obravnav pa so seveda Metamorfozes, edini cel antični latinski roman, ki ga imamo. Nekoliko o ozadju tega dela, ki nosi poln naslov Apulei Platoniki prosede magia liber, torej zagovor zaradi čarovništva platonista Apuleja. Prose pomeni v zagovor samega sebe. Torej Apulej je igral neke sorte vlogo odvetnika samega sebe, bil je izkušen retorik in pravnik in to se skozi tekst zelo, zelo dobro vidi. Tekst je izjemno dobro strukturiran in vsebuje kupenih retoričnih prijemov, ki so tudi zelo učinkoviti bili, najbrž in tudi vemo, da se je stvar na koncu učinkovito razpletla v Apulejevo korist. O ozadju tele epizode lahko rečemo precej. Vlogo ima ena vdova po imenu Pudentila, ki se je z Apulejem poročila po 13 letih svojega vdovstva. In ta vdova je bila precej premožna, ker se je poročila z nekom, pa je seveda bila najbrž utemeljena sumnja, da bo njeno premoženje šlo ven iz družine, zato so Siciniji, se pravi družina Sikinijev, med drugim tudi ta prijatelj iz Aten, naredili neke sorte zaroto proti Apuleju. In naredili so jo tako, da so ga obtožili prvič umora prav tega prijatelja Sikinija Pontijana in čarovništva, s katerim naj bi speljal to vdovo Pudentilo na to, da sta se v resnici vzela in da bi lahko njeno bogastvo sam pridobil. Sikini Pontijan je umrl v nekih nenavadnih okoliščinah, ampak kmalu so se njegov stric, njegov tast in njegov mlajši brat skupaj odločili, da bodo te očitke umora mogoče Apuleja oprostili in se bolj osredotočili na magijo. Sledi znani zagovor, ki se je odvil nekak leta 153 v Sabrati v današnji Libiji. Kot pri Sokratu lahko tudi tukaj kar navedemo točke obtožnice, za katere se je Apulej zagovarjal. Čisto vse imajo opravka z magijo. Prvič, rekli so, Apulej poseduje govorno spretnost v latinščini in grščini. Apulejev odgovor, še preden se loti, konkretno tega obtožnice, pravi sam, da ne stopa v bran samo samemu sebi, ampak celotni filozofiji. In videli bomo skozi celo besedilo, koliko je pomembno, da je filozofija v resnici tisto, kar je Apulej razumel pod pojmom magija. Pravzaprav preoprašuje samo definicijo, ki jo imajo tožniki pri samem sebi, kaj naj bi magija sploh bila. Prva konkretna obtožnica je torej, da poseduje neke sorte govorno spretnost v latinščini in grščini. Prvič, skromno pripomni, da dvomi, da jo sploh poseduje, drugič pa, ali je to sploh kakšna pregreha. Med drugim pa se obregne tudi ob svoje tožnike, ki menda ne znajo brati niti grško, kar kasneje tudi dokaže, ko
na plan kot dokaz prinese pismo svoje žene Pudentile, ki je napisano v grščini, pa ga menda niso dobro razumeli. Govorništvo je Apuleju pomembno tudi zato, ker je zelo fiziološki v svojem pristopu do razumevanja sveta in na tem mestu se spusti v neke sorte hvalo ust in govora, ki jo potem podkrepi tudi s primeri recimo iz Herodota, kjer imamo eno zelo znano, filologom znano epizodo o krokodilu, ki mu ptiček kljuva, čisti zobe in ta krokodil pravi še krokodil odpre svoja usta in jih pokaže, jaz pa ne bi smel. No, in naslednja obtožnica je pravzaprav povezana s tem, ker pravijo njegovi tožniki, da Apulej piše vprašljive verze. In spet se Apulej obrne na to, ali so verzi, pisati verze, je to nekaj slabega. In pravi takole, citira, Apulej piše verze, pravijo, če so slabi, je to pesnikov greh, ne filozofov. Če pa so dobri, česa me obtožuješ? Ampak so navihani in spotakljivi. A je to moj zločin in ste se vi, ki me tožite čarovništva, zmotili pri samem izrazu? Torej ne, da ga obtožujejo magije, ampak pesnenja. In to slabega pesnenja. Sklicuje se tudi na druge literate in to kar v precejšnjem številu jih tudi citira grške avtorje, citira latinske avtorje, med drugim tule navede znan vers oziroma mesto iz Katula, kjer Katul pravi, da poet mora biti plemenit, njegovi verzi pa ne nujno. Na primer oziroma za primer poda tudi Solona, ki pravi, da je bil filozof, če Katul ni bil filozof, Solon pa je bil filozof in na nekem mestu govori o tem, da bi se rad naslonil na ude in trebuh od svoje izbranke ali izbranca. No, na koncu, pa Apulej poda tudi nekaj primerov tega konkretno, česa ga obtožujejo in to se mi je zdelo vredno izpostaviti, dati kar na PowerPoint, pa bomo prebrali eno kratko pesmico, ki jo je Apulej namenil svojemu prijatelju, komu je poslal zobno pasto. Kalpurnijan, pozdravljen bodi v hitrem verzu. Kot prosil si, pošiljam ti čistilo zobno, loščilo za nasmeh iz sadežev arabskih, prefinjen droben prašek, ki belino vrača, umirja in uplahne razdražen od lesen, pomete scela proč včerajšnje ostanke, da videla ne bo se gnusna umazanija, če z ustnicami se razprtimi nasmehneš. To so mu torej učitali. Ampak že tu vidimo, s čem se je Apulej ukvarjal, s praški, z učinkovinami. Če tudi je šlo samo za higieno, so mu tole učitali, oziroma s tem so ga povezovali z magijo. Naslednja stvar se tudi tiče osebne higiene, učitali so mu, da ima v lasti ogledalo in Apulej pravi, ne zanikam, ampak da v njega gleda samo kot filozof, ker ga zanima, kako točno se te stvari, kako se žarki lomijo, kakšen način lahko ogledalo odseva realnost. Čist kot filozofa ga je to zanimalo. Tu vidimo ne take poteze naravoslovja, zanimanja za naravni svet, ki je poteza oziroma značilnost drugega ali srednjega platonizma. Torej neke sorte sinteza med aristotelsko tradicijo, ki je bila izrazito obrnjena v naravo, in pa platonsko, ki je bila izrazito idealistična. Naslednji očitek je, da živi z malo lastnine in Apulej se ga zlahka otepe oziroma je celo ponosen na to, da če ima pera med bakulum oziroma torej palico in mošnjo, da je v tem še najbolj podoben grškim potujočim filozofom, kot so recimo kiniki. No, tale točka, naslednja, je najbolj zanimiva in mogoče celo najbolj magična. Apuleju so očitali, da kupuje nenavadne vrste rib. Nato pa se on spusti v celo razpravo o tem, zakaj naj bi bilo to seveda narobe. Prvič gre samo za ribe, vsak kupuje ribe, potem poudari to, da je najbrž im je šlo v nos, da so te ribe secirali. Pravzaprav vpraša svoje tožnike takole: mar imajo ribe kako skrito učinkovino, ki jo poznajo samo čarovniki? Če veš, kaj je to, si očitno čarovnik ti sam, če pa ne veš, moraš nujno priznati, da me obtožuješ nečesa, česar ne poznaš. In to je točka, kateri se bo Apulej na koncu vrnil. Obtožujejo ga magije, ki je v resnici ne poznajo. Torej magija je njim nepoznano področje. Pravi tudi in da primere iz literature, da ribe v resnici nikoli niso veljale za neke sorte magične pripomočke ali pa stvari, ki bi šle v napoje. In citira mesta iz literature, iz Virgilija, ko kraljica Didona
že jezna nad Enejem, ki jo je z njene perspektive izdal in jo zapustil, se odpravil v Italijo, pripravlja neke sorte obred, s katerim si bo vzela svoje življenje in preklera rimski rod. In med drugim išče tole. Z bakrenim srpom rezana pod luno išče zelišča, iz njih mlezi obilno strup črnikov. Napoj ljubezni vzame žrebetu iz čela, iztočen mlademu in materi odvzet. Torej, to je tisto, kar naj bi vrnilo njej njen ljubezenski občutek. Tole je primer tega, čemu v grščini rečemo filtron, v latinščini amatorium, torej ljubezenski napoj. Dido želi svojo ljubezen nazaj, ali pa se ji želi vsaj na primeren način maščevati. Skratka, namen tega čarobnega obreda je nekoliko prikrit, ker si Didona seveda kmalu vzame življenje. Pri Apuleju najdemo tudi mesto, kjer je ohranjen sicer neznan latinski pesnik Levi iz 1. stoletja pred našim štetjem, ki še enkrat na podoben način našteje, na kakšne vse načine so si ljudje pravzaprav poskušali pridobiti ljubezenski interes kakšne druge osebe. In pravi takole. Ljubezni napoje povsod si dobe in sredstva proti mukam res iščejo se, tabletke, trakove, pa krempeljce še, zeli, korenince, poganke žele, lovijo na kuščarje jih dvorepe, čarovne snovi, ki jih konji rede. No in zanimiva primerjava med tem in prejšnjim odlomkom je ravno ta učinkovina, ki jo bojda lahko najdeš v konju. Tako da to bi mogoče bila še kakšna točka za nadaljno raziskavo. Očitno je imelo žrebe ali pa konji, imelo neke sorte ljubezenski potencial. Nadaljna točka, pravijo, v njegovi prisotnosti se je zgrudil deček. Torej, deček je padel na tla, ko ga je Apulej nekam peljal, menda pogledati eno svetinjo. No in Apulej se tukaj spet izkaže kot naravoslovec, hkrati pa tudi kot sledilec po eni strani Aristotela, po drugi strani hipokratske tradicije in analizira dečkov padec kot primer epilepsije. Zelo enostavno. Primerjajo tudi s Platonom in njegovo teorijo o tem, da ko duša zaspi ali pa pade v neke sorte trans, lahko dostopa do realnosti, ki niso od tega sveta in celo napoveduje prihodnost, kar je jasno izrazito magična praksa, povezana tudi z očitnim interesom za take sorte stvari v 2. stoletju, od koder imamo tudi Artemidorjev Oneirokritika iz istega časa, oziroma nekoliko kasneje. Naslednja stvar, ki so Apuleju očitali, je, da ima doma neke vrste svetinjo, oziroma neko skrivnostno stvar, ki jo časti kot svetinjo. Zato gre v resnici za dve stvari. Prva je bil nek prtič, v katerega je imel Apulej zavite stvari, za katere ni nihče vedel, kaj so. In hitro pojasni Apulej, gre za spominke iz mojih potovanj, ko sem se iniciiral v različne misterije. In Apulej je bil, kot vemo iz drugih njegovih del oziroma iniciiranec v precejšnjo število misterijev, med drugim misterije Izide, Dionizove misterije, poznal je orfizem, poznal je pitagorejstvo. In tudi Platon pravi na drugi strani, pravzaprav zapoveduje, da moramo imeti neke svetinje, ki jih častimo. In s tem pride v eno drugo reč, pride v to, da mu očitajo, da ima doma neke vrste kipec, ki ga ta kipec na sliki je bolj kot ne simbolen, ne predstavlja tega, kar naj bi Apulej imel. Ampak pravijo, da je to podoba okostnjaka, neke sorte mrliča. In Apulej, tako je vidno iz teksta, si pravzaprav to stvar drzne oziroma upano prinesti celo na sodišče in jo daje okrog tožnikom in jasno ta glavnemu razsodniku. In izkaže se, da gre za navaden kipec, ki je prikazoval boga Merkurja oziroma Hermesa. No in zadnja, najpomembnejša točka je seveda njegova poroka z bogato vdovo Pudentilo in ta očitek magije v bistvu se steka na to, da je Pudentilo prisilil v poroko z pomočjo magije, z magičnimi sredstvi. Seveda Apulej to takoj zanika in na tem mestu se zgodi ena zanimiva reč, ki bi jo tako skoraj lahko za film napisal. In sicer Pudentila spiše eno pismo v grščini, ki ga Apulej najprej citira iz konteksta in sliši se, kot da obtožuje samega sebe. Pravi takole. Trenutek. Ja.
Apulej je čarovnik, začaral me je in zaljubila sem se vanj, zato moraš priti k meni, dokler sem še pri pameti. To je citat iz Pudentilinega pisma. In pravi Apulej, ja, če bi to bilo vse, kar je, potem seveda je Pudentila priznala, dokler je bila še pri pameti, da gre za neke sorte črno magijo, ki jo je prisilila v to, da sta se z Apulejem vzela. Ampak cel citat pravi Apulej in ga tudi potem prebere in pokaže pismo, ki je v grščini, ki so njegovi tožniki, kot rečeno, bolj slabo razumeli, je takle. Kaj ti želela sem se poročiti iz zgoraj navedenih razlogov, ker si ti sam, pismo je namenjeno njenemu sinu, tega človeka občudoval in si želel z njim preko mene skovati družinsko vez, si me prepričal, naj pred ostalimi izberem prav njega. Ker pa te zdaj zavajajo zlohotni obtoževalci, je kar naenkrat Apulej čarovnik, začaral me je in zaljubila sem se vanj, zato moraš priti k meni, dokler sem še pri pameti. Skratka, Apulej obtožuje nazaj svoje tožnike, da jemljejo citate njegove žene iz konteksta in kot pokaže oziroma dokaže, imajo povsem prav. No, na tem mestu pa pravi, če bi res Pudentila verjela v magijo, pa ne? Če bi bilo kaj na tem, da sem jaz s njo s pomočjo svoje magije prisilil v to, da sva se poročila, potem sem jaz pravi čarovnik, kot pravi Karmendas, Dagimeron, Mozes, Janez, Apolobek, Dardan in vsi, ki so bili za Zoroastrom in Ostanom. To pomeni, da je Apulej zelo dobro poimensko poznal vse zloglasne čarovnike in ob tem so se, kot je vidno tudi iz besedila, vsi kar zgrozili. Torej, mogoče pa ni tako nedolžen, kot se zdi. Vsaj to bi bila recimo neke vrste interpretacija. Tule imamo še pa nekaj citatov iz ključnega mesta v besedilu, ko Apulej vpraša svoje prijatelje, pod narekovaji, kaj naj bi bil čarovnik. Emilijan pravi, je vso stvar obesil na eno izmišljotino in sicer, da sem čarovnik. Zaradi tega naj njegove najodličnejše svetovalce vprašam, kaj pa je čarovnik? Namreč, če je res, kar berem pri mnogih avtorjih, da v perzijskem jeziku beseda mag pomeni isto kot v našem svečenik, kakšen zločin je, da si svečenik, da po naši tradiciji poznaš in si izveden v obrednih običajih, svetih pravilih in verskem pravu. Kakšen le, če je magija tisto, kar o njej pravi Platon, ko zapiše, na kakšen način Perzijci vzgajajo mladega kraljeviča. Točno se spominjam besed tega velikega moža. Naj te opomnim, Maksim, kako gredo. Ko otrok dopolni 2x7 let, ga medse sprejmejo tisti, ki jih Perzijci imenujemo kraljevski vzgojitelji. Eden od njih uči Zoroastrovo in Oromazovo magijo, to je čaščenje bogov. Uči ga tudi kraljevskih spretnosti. Apulej je pri tem razumevanju pojma oziroma besede magus daleč pred vsemi ostalimi, ker razume zgodovino tega izraza, ki jo lahko vidimo tudi v slovarju slovenščine in grščine, ki ga je spisal Anton Dokler, ki pravi, da je magos, torej grška beseda, ki je potem se latinizirala v magus in magijo, prihaja iz stare perzijščine, kjer je beseda maguš pomenila neke vrste pleme, medijsko ali perzijsko, ki mu je vladal svečeniški sloj. Potem mag pomeni svečenik pri medicih ali perzijcih. Magi so se ukvarjali z znanostjo in z vražami, zato pomeni beseda tudi modrijan, zdravnik, astrolog, čarovnik, razlagalec sanj, slepar in vražar. Ta pomen pripadnika plemena magov najdemo samo na enem mestu, in sicer pri Herodotu, v njegovih historijah. Sicer pa pri drugih klasičnih tekstih iz klasičnega obdobja vsaj. Beseda magus pomeni zoroastrskega svečenika. Tako najdemo pri Heraklitu v njegovih fragmentih, spet pri Herodotu na drugem mestu, pri Ksenofontu in Porfiriju. Do helenizma pa beseda magos dobi že izrazito negativen pomen in pomeni samo tistega, ki po domače šušmari, ki se ukvarja z vražami, ki se ukvarja z napovedovanjem prihodnosti, zaklimbami in podobno. In s tem propadanjem pomena je v resnici stvar samo še napredovala do 2. stoletja, ko je magus bil že huda obtožba, za katero si lahko bil tudi kaznovan s smrtjo. Zaradi tega se je Apulej tako srdito zagovarja. Nadaljuje takole. Mar ne slišite, da magija, ki jo tako nepremišljeno obtožujete, med nesmrtnimi bogovi velja za veščino, polno vedenja o spoštovanju in čaščenju? Če pa moji tožniki, tako kot navadna raja, menijo, da je čarovnik tisti, ki zmore z nekakšno močjo zarekel govoriti z bogovi in doseči vse nemogoče reči, ki si jih želi, se strašansko čudim, zakaj se sami ne bojijo obtožiti človeka, ki mu pripisujejo takšne sposobnosti.
Torej, če je čarovnik sposoben priklicati bogove, te kaznovati, te privezati, onesposobiti tvoj jezik, mogoče ni glih pametna ideja, da ga pokličeš na sodišče. O zoroastrizmu samo kratka beseda. Torej, zoroastrska religija je še danes aktivna religija, ki prihaja iz Perzije in je bila večinska religija v stari Perziji in z njo so Grki prihajali jasno v stik. Glavno božanstvo v njej je Ahura Mazda, veliki bog, lahko ga tako razumemo. In zoroastrizem je dal to kasto magov, ki so potem postali tudi svečeniki oziroma napovedovalci sanj in vse, kar spada zraven pod besedo magija, vsaj v grški helenistični domišljiji. Torej, s tem v resnici Apulej prispe že do konca. Zadnji del svojega govora, ne čisto zadnji del, ampak zadnjo četrtino recimo svojega govora, porabi za neke sorte legalističen pristop in poskuša pokazati, da je njegova poroka s Podentilo bila legalna, da imata oba interese, da je v resnici njena dota bila najprej manjša, kot so si jo predstavljali, potem, da je neke vrste donacija šla proti že k njenemu sinu in da pardon, bomo malo pokukali. Ja, in da v oporoki pravzaprav vse te reči zapušča ne samo Apuleju, ampak tudi vsemu njenemu sorodstvu. Tako da na tem mestu se Apulej legalno opraviči. Zdaj, kar se tiče pa večinskega dela besedila in ključnega vprašanja tega, kaj naj bi bil čarovnik, pa se Apulej kar naprej preprašuje, oziroma preprašuje njih, kot kaj razumejo čarovnika. Pod kaj ga sam razume, pravzaprav zelo dobro pokaže. Pravi, da je na začetku čarovnik v resnici filozof, torej tisti, ki se ukvarja z nezemeljskimi stvarmi, ki špekulira, če se malo pohecamo z besedo spekulum, ki pomeni ogledalo. Potem mag oziroma čarovnik je očitno za njega tudi vernik, torej tisti, ki se ukvarja s svetinjami, ki izvaja verske obrede. Je tudi znanstvenik, sledeč Aristotelu in drugim, ki secirajo ribe in skušajo ugotoviti, iz česa je sestavljen naravni svet. No tisto, kar so pa njegovi tožniki v resnici mislili, pa je to, da je čarovnik tisti, ki upravlja z nadnaravnimi silami. Gospodar, tako rekoč, nadnaravnih sil. No in proti temu ima Apulej mogoče zapovedati še najmanj. V resnici se tukaj z moje perspektive kar malo otepa tega odgovora, oziroma da bi malo dlje povrtali v to, odkot njemu toliko znanja o tem, kaj Virgilij pravi o tem, kaj naj bi spodbujalo ljubezenski odziv pri dekletu ali karkoli. Kako ve na pamet te citate, kako na pamet ve imena vseh teh, ki jih imenujejo magi. Zakaj so mu te stvari toliko domače? To je zelo, zelo sumljivo in Apulej kot spreten retorik se zna preko tudi neki sorte legalističnega pristopa obrniti nazaj in pravzaprav vrniti žogico, tako rekoč, vprašanje tem, ki so jih obsodili in s tem na nek način konkretno, ker niso znali grško, izpostavi njihovo, rečemo, neukost, še zlasti jih pa usmeši s tem mestom, ko pokaže na svoje znanje in razumevanje tega pojma magus, ki ga očitno oni prav dobro ne razumejo. In mogoče je celo prav tako, ker moramo se vprašati, kaj Apulej sploh hoče. A hoče, da ljudje spoznajo, kaj čarovniki so, da vidijo, da so v resnici filozofi, ki ne morejo početi nobene škodljive reči, da so naravoslovci, da so verniki, ki pač imajo svoje kulte, kot jih je imel vsak človek svojo mešanico božanstv, katerim so se izkazovali, ali, po drugi strani, da ostaja magija nedosegljiva, elitna, nerazumljiva, da v resnici je niti ni dobro razkril v tem svojem apologetičnem govoru. Da stvar mora ostati neke vrste distanci, da ni za navadne smrtnike in da v resnici je to tisto skrito sporočilo, ki ga njegova apologija nosi, naj ga pač pustijo pri miru. Tako. In za konec mogoče še peroracijo, torej zadnji sklepni del govora. Apulej se v tipičnem retoričnem slogu odloči, da bo zaključil z dvema besedama binis verbis na vse, kar so ga obtožili. Pravijo, sijoči zobje, higiena pač. V ogledala zreš, filozofova nuja. Verze pišeš, se sme.
ribe raziskuješ, Aristotelov nauk, les posvečuješ, Platonov nasvet, ženiš se, je zakonito, starejša je, se zgodi. Dobiček iščeš, poglej doto, pomni donacijo, beri oporoko. Stvar se je razpletla Apuleju v prid, kot smo že nakazali, in njegova poroka s Pudentilo, njegov zakon je trajal menda še zelo dolgo, bil je zelo ploden, do leta 170, to je pa terminus ante quem, ko o Apuleju ni več ne duha, ne sluha. In to je kratka epizoda z moje strani.